pozdrav vsem, ki ste prišli na to našo prvo letošnjo večerno akademijo. Jaz sem Martin Cilinger, sem letošnji povezovalec, soorganizator in tudi študent jezuitskega kolegija. Večerne akademije potekajo vsak tretji torek v mesecu in so v nekem smislu izobraževalni večeri, kjer izbrani kompetentni gostje predavajo na različnejših, aktualnih in zanimivih temah. Akademija je odprto predavanje in je del poslanstva jezuitskega kolegija, da izobražuje, odpira dialog in povezuje. V prvem delu večera je predavanje, sledijo vprašanja predavatelju, preden pa gremo na preprosto pogostitev, bo na vrsti še kratka predstavitev programa kolegija, ki bi bili lahko zanimivi tudi vam. Nocoj je z nami gost, magister pater Damjan Ristič, ki bo predaval na temo kulti, sekte in narcisizem. Tema se dotika aktualnih pojavov v sodobni religiozni, pa tudi civilni družbi. Pater Damjan je jezuit in rektor jezuitskega kolegija, kjer se sedaj nahajamo. V njem tudi predava pa tudi na teološki fakulteti teme, kot so biblična teologija, judovstvo, hinduizem in pa sodobna verska gibanja. Na ljubljanski univerzi je študiral splošno jezikoslovje, bibliotekarstvo in filozofijo. Teologijo je študiral v Londonu, izpopolnjeval se je tudi kot psihoterapevt na londonski Westminsterski pastoralni šoli in kot duhovni spremljevalec v okviru formacije za duhovne poklice in spremljevalce angleške province družbe Jezusove. Je začetnik šole za duhovne spremljevalce v Sloveniji, kjer nadaljuje svoje delo v Ignacevem domu duhovnosti. Licenco iz biblične teologije pa je zaključil Boston College, Massachusetts. Profesor Damjan Ristič, beseda je vaša. Dobro večer. Lepo je videti, da smo zbrani v tako velikem številu. To nekaj pove nekaj o tem, da smo verjetno izbrali zanimiv naslov, zanimivo temo, ki je očitno res aktualna. Ravno prej so me klicali tudi iz družine, pa so rekli, da bi bili radi tukaj, ampak da bi potem radi kakšen povzetek tega, kar se dogaja tukaj. Se pravi, tema ni aktualna samo za nas, ki smo, bi rekel, ki ste študenti, ampak tudi širše. Torej, hvala Martin za predstavitev. Še sam ne vem točno, kakšen in kje sem študiral, tako da je dobro, da se ga spomnim. Sekte, kulti in duhovne, se pravi, in narcisizm. Ena beseda, ki bi lahko tukaj tudi uporabljali, tudi duhovne zlorabe. Do tega bomo še prišli. Zakaj me ta tema zanima? Ko sem bil star 14 let, sem odrastel v se pravi, krščansko neaktivni družini. Krščani sicer smo in tako naprej, ampak ko sem bil 14 let, sem prebral Sveto pismo in takrat, ko se mi je to zgodilo, se mi je porodilo mnogo vprašanj. In res sem iskal in želel, da bi nekdo mi to mojo stisko, veselje in hkrati stisko pomagal razrešiti. Iskal sem ljudi, ki bi mi pomagali, da bi se z njimi lahko pogovarjal in si osmislil to, kar se mi je zdaj zgodilo, ko se mi je svet odprl na drugačen način. In nedolgo zatem je na vratih našega stanovanja pozvonila neka gospa in je rekla ravno to, rada bi se pogovarjala o Svetem pismu. To je od Boga, to je sigurno. In moja mama je zaputnila vrata in jaz sem tekel za njo po stopnicah navzdol, sem rekel, mami, grem malo ven. In sem tekel dol in sem prišel do tiste gospe in sem jo ujel in ona je bila vsa vesela in je rekla, no, bom pa spet prišla, pa ne mami povedati in ti bom nekoga pokazala, s katerim boš študiral Sveto pismo. In dejansko se je to zgodilo, ta gospa je prišla na skrivaj takrat in potem je naredila povezavo in jaz sem šel študirati Sveto pismo z enim mlajšim gospodom, ki je bil izredno prijazen in me je vabil, da bi se pridružil tudi eni taki srečanju v živo, ker so sami taki ljudje, ki berejo Sveto pismo. In sem, to mora biti
nebesa, če je to res. Ne? Poskusil sem že tudi v katoliški cerkvi takrat najprej, ampak tam nihče se ni želel pogovarjati o Svetem pismu, tako da se mi je to zdelo, da je to mogoče, da pa res Božja roka, da mi Bog vodi še naprej. No in sem začel študirati tedensko s tem gospodom in s tem, da se mi ni to zdelo, da bi bil to prav biblični študij. Sem mi zdel, kako? Namesto, da bi študirala Sveto pismo, sva študirala neko knjigo. In v tisti knjigi so bile nekatere resnice, ki so počasi vplivale na to, kako sem jaz dojemal stvari. In med drugim sem začel sumiti, oziroma je prihajalo vame noter, da bo hmalu konec sveta in da bojo vsi ljudje pobiti. In se pravi, tudi moji starši, prijatelji, vsi bojo pobiti. In sicer bo Bog to naredil, ker bo to pravično sodil svet, preživeli bomo pa samo tisti, ki imamo to znanje in ta študij in ki poslušamo. Jaz sem takrat že počasi začel sebe identificirati kot del te skupine, ki poslušamo, bomo rešeni in bomo živeli na rajski zemlji. Vsi ostali bodo mrtvi. Si predstavljate 15-letnega fanta, ki sprejme vase nekaj tako toksičnega in seveda pod pretvezo, da gre za nekaj zelo mističnega. Se pravi, kako sem prišel do teh podatkov na nenavaden način. Prebral sem Sveto pismo, prišla je neka gospa, cel red dogodkov je kazal na to, da gre res za nekaj Božjega. In seveda, še ena stvar, kar naenkrat moji starši pač niso bili več dobri. Oni so slab vpliv name. Če jaz ne morem na njih vplivati, bodo umrli. Pač. Ampak jaz, ko bom se zbudil v tisti rajski zemlji, bo pozabil na njih, ne bo jih več. Veste, o kom govorim? Ena sekta, en kult, ne? Jehovove priče. Ja, po domače jegovce. To se pravi, jaz sem potem šel na tista srečanja in tista srečanja so se mi zdela, hvala Bogu, ni bilo to moj nivo. No? Tista srečanja so bila taka, da so ljudje imeli stražni stolp, v katerem so prebrali članek in od spodaj so bilo vprašanja. Na tista vprašanja je moral človek potem odgovoriti natančno tako, kot je tam pisalo. Temu se reče neke vrste indoktrinacija. Ne? Jaz sem pa vendarle bil tudi malo najstnik, ne, in te zadeve so mi zdele po eni strani zanimive in biti del nečesa tako močnega, ne, je bilo po eni strani privlačno, po drugi strani pa to ni tisto, kar jaz prepoznam kot nekaj, kar sem prej spoznal. Tako da čez nekaj časa sem zapustil vse te ljudi in živel s posledicami tega srečanja, ki je bilo nekako leto in pol dolgo srečanje, do verjetno tja do mojega 35. leta. Recimo, ena od stvari, ki sem jih doživel, tudi je bila naslednja in nekako sem se strinjal, mogoče do določene mere se še strinjal, ne vem točno, ampak takrat je bilo še čas Jugoslavije. Jaz nisem več se srečeval z Jehovovimi pričami ali kaj podobnega, ampak v mene je prišlo, v vojsko ne smeš iti. Ali pa, če boš v bolnici, ne smeš sprejeti krvi. Boljše, da umreš, kot da sprejmeš krvi. Zdaj, to je prišlo tako globoko v ta mojo najstniško dušo takrat, da sem jaz enostavno bil popolnoma paraliziran, ko je prišlo do teh in podobnih tem. Nekaj podobnega tudi kajenje in tako naprej. To so bile absolutni tabuji, ki te izločijo iz tega, da bi živel, ampak boš umrl. To ni več na racionalni ravni. Na racionalni ravni seveda sem razumel, da to pač je tako in to se stvari drugače stojijo, ampak nekje noter je bil inkorporiran globok strah, ki je ostajal del mene. Ne ves čas, ne? Ampak prišli so trenutki, ko so se te stvari sprožile. Recimo, ko sem videl nekoga
znanca, da je kadil, je bilo to zame strašno. In več nisem razumel, zakaj je to zame strašno. Ampak kasneje sem razumel, to je tisti strah, ki je bil vame inkorporiran in sem videl, da ta človek bo umrl. Torej, zdaj govorim praktično izkušnjo, ki lahko tudi pove, zakaj me ta tema zanima, zakaj se s to temo ukvarjam že od takrat naprej. Se pravi, nekje od mojega 20. leta. Zdaj, jaz nisem dobesedno študiral teh stvari, te stvari se študirajo recimo na sociologiji ali sociologiji kulture ali kaj podobnega. Dobro, tudi psihologija, religije in podobne stvari, pač nekaj tega imam ozadja, ampak po drugi strani imam izkušnjo in kar nekaj let branja literature, pa tudi predavanja na to temo, predvsem na teološki fakulteti, pa še kje, kamor me povabijo. Kako se to zgodi? To je tisto vprašanje. Kako se to zgodi? Pa gremo zdaj mehen pogledati zgodovino. Zgodovino, mogoče kar nekje 19. stoletje, konec 19. stoletja, tja do zdaj. Ne? Prva stvar, na katero se lahko obrnemo, je tako imenovano milenialistično gibanje. Milenium so ljudje, ki pričakujejo tisočletno kraljestvo Kristusa, po katerem potem pride konec sveta. To se pravi, del tega so Jehove priče, so adventisti, do določene mere so to tudi lahko se pravi binkošniki, ali pa katerekoli druge, tudi katoličani, nekateri živijo v tem, predvsem v marijanskih gibanjih, si pričakuje konec sveta in potem pekov za tiste, ki niso del tega in nebesa in za tiste, ki so. Se pravi, gre za neko tako dualistično, črno-bel pogled na svet, ki ljudem povzroča nekaj, kar se imenuje kognitivna disonanca. Ste poslušali kognitivna disonanca? Kognitivna disonanca, kognitivno se pravi miselnost, miselna disonanca, po slovensko povedano. Ko sem jaz predpostavljen pred dva ekstrema, se pravi, vam postavim recimo desno roko ali levo roko, desno ali levo, desno ali levo, desno ali levo, desno ali levo. Počas boste rekli desno. Kognitivna disonanca je tista, ker ne veš točno, kaj se dogaja, ampak zato, da se bo stanje umirilo, bom rekel desno, da bo že dal mir, ne? Po drugi strani pa bo ta desna roka odprla nov način manipulacije. Desna roka, še prihaja, ja. To je seveda kognitivna disonanca. Če je stvar, seveda to je bilo zelo preprost primer, ampak funkcionira. Drugi primeri kognitivne disonance so recimo, ali boš živel na rajski zemlji, večno rajski zemlji, ali pa te bo Jehova skupaj z vsemi zlimi ljudmi pobil. Odgovor je, kognitivna disonanca je na rajski zemlji. In zdaj si pristopil sem to rajsko zemljo, ne? In zdaj naenkrat so pa vprašanja, kaj pa moji tam? Tiste boš pozabil. Tako da jih nikoli ni bilo. Ne? To se pravi, kognitivna disonanca je nekaj, s čemer se vsak dan srečujemo na nek način. Ali jagodo ali čokolado. Tako bi rekel, ni tako nekaj temnega samo, ampak na nek način je to vedno del našega izkustva. Ampak disonanca je tista, ko človek v stiski, ko se mora nekaj odločiti. In seveda skupine, ki so, temu se reče zdaj, z visoko kontrolo, high control groups, obvladajo te stvari. Se pravi, s svojo retoriko, s svojimi simboli, s svojim jezikom in tako naprej. To se pravi, ta mileniarizem, med drugim je ta mileniarizem tudi v nekem drugem še duhovnem gibanju, ne samo v krščanskem,
Poznate vsi verjetno New Age, to se pravi doba rib mineva. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Se pravi, doba vodnarja prihaja. To se pravi, kje bi rajši bili? V dobi vodnarja, normalno. Ne? To se pravi, doba ribe je vendarle zaznamovana z vojnami, z vsem tem, ampak obdobje vodnarja je pa obdobje prebujenja in pa višjih vibracij in tako naprej. Ja? To se pravi, kognitivna disonanca, tudi na tem nivoju. Ta milenialistična formula je zelo močna. Veste, kje se še pojavlja? Ena zelo znana stvar je. To se pravi, Tretji rajh. To se pravi, Hitlerjev Tretji rajh, ki seveda ima svojega vodja, ki bo popeljal Nemčijo do tega tretjega kraljestva, ki je kraljestvo ljudi, ki so vzvišeni nad drugimi. Se pravi, gre za nacizem, ne? Nacizem, hitlerijanski nacizem. Ta je tudi mesijanski v nekem smislu. Mesija je Hitler in odrešenje je pot, kamor nemški narod koraka. In ta nemški narod mora nekaj narediti za to, da bo lahko obstal. Se pravi, počuti se ogroženega. Ogroženega se pa počuti od Judov in pa od Slovanov in pa še slabe gene jim dajo še Romi in podobno. Ne? Se pravi, to je treba vse počistiti in potem pride zlata doba. In to vidimo recimo na v sami umetnosti nacistični, ne? Ko gre za tiste ekipe popolnih ljudi, arijanskih, kakorkoli so si že to predstavljali, ne? Ki še vedno vplivajo na estetiko današnjega človeka. In seveda s tem tudi pošiljajo določena sporočila. Kdo je lep, kdo je grd, bel, črn, rjav in tako naprej. Kdo je inteligenten in kdo ni inteligenten, kakšne oblike glave ima človek, ne? To vse je še vedno del naše izkušnje, vse moje generacije, vsekakor. Jaz se spomnim, jaz sem enkrat mojo staro mamo sem vprašal, a smo mi mogoče tudi Judje? Še posebej zato, ker sem bral Sveto pismo. Ne, to pa mi nismo. Ampak bila pa je ena. Poročena je bila s tem pa tem stricem. Ona je bila pa. Tiho je povedala, da ne bi prišli kvalitirali na svet. Podobnega, ne? Se pravi, vse te stvari so, tako bi rekel, kulturno tudi del našega strahu. Zdaj pa, da ne bomo mislili, da so to, tako bi rekel, samo random stvari ali pa bi rekel naključne, dejansko obstaja tehnologija, kako to proizvedemo, oziroma kako se to proizvede. In na to temo je preiskoval psihiater Robert Lifton. Znali so njegovi kriteriji za to, kaj je to visoko, kako pride do reformne misli. Okay. Mogoče vsi poznate en pojem, ki se imenuje brainwashing. Ja? Se slišali? Okay. No, ta pojem je, tako bi rekel, psihologi in strokovnjaki nam gledajo večkrat tako. Ampak dejansko uporabljajo besedo reforma misli. To je namreč Liftonova beseda. Veste, kje se je vse to začelo? Začelo se je v Rusiji, se pravi v Sovjetski zvezi, znani psiholog Pavlov, ne, poznate vse na tiste sline, vse te zazdeve, je namreč delal poskuse na psih, dobil je Nobelovo nagrado, sam ni bil prepričan komunist ali kaj podobnega, ampak ker je Lenin videl v njem potencial, če ti lahko delaš to s psi, ne, potem kako lahko delamo to isto stvar z ljudmi. Pse lahko vzgojimo tako, da pozvonimo in oni pridejo in dobijo nagrado in so zadovoljni, ne? Ali je to mogoče narediti tudi z ljudmi? No in Pavlov je začel študirati, se pravi, uporabljal je te uboge zapornike in tako naprej in jih je
reformiral, se pravi tako, da so začeli v svojem trpljenju videti smisel in videti, zakaj trpijo kot nekaj smiselnega. Ko so bili v gulagih in podobno, ne, so še vedno kričali Leninu in potem kasneje Stalinu. Stalin je tudi Pavlova vzel pod, bi rekel, pod svoje okrilje, ne, saj boš ti delal zame, ne, tup, če ne boš, ne, se pravi. In Pavlov je pač bil neke vrste človek, ki ga je zanimala znanost bolj kot človeška duša v tem smislu, razen kaj se z njo da naredi. Tako da je ta izkušnja iz Rusije, v kateri dosti ne vemo toliko, ampak vemo pa veliko več o izkušnji iz Kitajske, ker Kitajci so to isto metodo uvozili v svoj režim. In sicer je Lifton potem naredil, sestavil 8 kriterijev, kako manipulirati človeka, da bo ubogljiv in koristen. Se pravi, naštejem nekaj teh stvari. To je napisal v knjigi, ki se imenuje Reforma misli, psihologija totalitarizma. Študij brainwashinga je dal narekovaj na Kitajskem. Ta knjiga je potem izšla in postala dokaj popularna v 60-ih, 70-ih letih. Veste kaj, 60-ih, 70-ih letih, kaj se zgodi? To je ena zlata doba nastanka kultov, verskih in drugih političnih, predvsem v Ameriki, pa tudi v Angliji in Evropi. Dobro, kaj so te, kako se ljudi kontrolira? Zdaj to se zapomnite, zapišite, kakorkoli, boljše, da ne, sicer, da ne uporabite tega. Kontrola okolja. Tu gre za kontrolo, recimo, začela neko dekle, ali lahko tudi fanci, ni važno, neka oseba je začela hoditi na jogo. Ne? In tista joga ima srečanja vsak torek zvečer, no pun intended, danes je torek zvečer. In to je ta telovadba, potem pride sproščanje, potem je dodatno srečanje še v sredo in potem eno v soboto. In naenkrat ta oseba, dekle, moški ali ženska, si kupi opremo za jogo, ki stane 400 evrov. In kupi to pri samem tem inštruktorju joge, ki jim da popust. To se pravi, sicer stanejo te stvari še več in te stvari so tudi drugačne, ker so del našega načina dela in tako naprej. Izboljšana verzija, ki je drugje ne dobiš. Ampak kaj je zdaj dosegel ta inštruktor joge? Je dosegel to, da ta oseba prihaja in plačuje ure v torek, četrtek, soboto in ob nedeljah se zdaj dobijo v Tivoli parku, to se zdaj zmišljam primer, ampak se zdaj dobijo v Tivoli parku na posebni meditaciji, ki je tudi plačljiva. In to se pravi kontrola okolja in pa se pravi časa tudi, čas kontroliraš človeku. Koliko časa bo posvetil temu, kar je dejansko temu človeku pomembno, koliko časa bo namenil tej skupini ali skupnosti, kateri pripada. Naenkrat bo človek ugotovil, da je popoln, da enostavno zgublja stare prijatelje, ker ima vendar jogo, takrat in takrat, tako da ne more ven in tako naprej. Itak je pa boljše, ker te njegovi prijatelji vibrirajo na nižji ravni. In ni dobro, recimo, da se človek, ki že počasi se vzpenja na višji nivo vibracij, da se zmeri še druži s tistimi, ker to je kužno. Ne? Človek se lahko navzame tega. Torej, to ni smešno, to so dejstva. En primer vam bom povedal, ki je resničen primer. Nek učitelj joge je povedal svojim učencem, med drugim tudi eni učenki, da
če človek je slab, potem v naslednjem življenju postane ščurek. In tudi, še posebej, če je bil slab guru, postane ščurek. In ta ženska uboga šla na stranišče enkrat nekega dne in je tam zagledala enega ščurka. In je imela v sebi to notranjo kognitivno disonanco in rekla, joj, se to je bivši guru, ne, ko zagleda tisto žvalco tam pokojno. In verjetno želi zraven mene umreti, ker vibriram na višjih vibracijah, zato da bo. In potem je slavnostno pokopala tega ščurka dobrodelno v stranišče. Torej, to je bilo za njo trenutek, ko se je zajedla tako nizko. Kaj se z mano dogaja? Zakaj jaz take misli imam? Zakaj ne morem iz tega ven? Ja, zato, ker je bilo popolnoma pod vplivom tega učitelja joge, ne, da boste razumete, jaz ne govorim nasplošno o jogi, vadbah ali kaj podobnega, okay? To so lahko telovadba, pa uporabljaš te vaje, okay. Druga je pa, govorim pa o veku skupnostih, skupinah, ker se pa take stvari dogajajo, ne. Ne vem, koliko jih je, ampak verjetno tudi kakšno stvari. Druga stvar, mistična manipulacija. No, mistična manipulacija je pa ta. Mali Damjan teče po stopnicah, sreča tisto gospo, reče, no vidiš, to je pa zdaj Bog te pripeljal do mene. Mistična manipulacija. In potem se vse poklapa. In potem, ko enkrat slediš eni misli, potem ti bojo odprte podobne misli, boš rekel, to. Ne? In naenkrat se človeku svet začne odpirati tako, da Bog povsod tako malo nekaj nagovarja in odpira možnosti in vse, kar je v prid sekti ali pa kultu, kateremu človek pripada, pomeni, da je dejansko Božji. To je mistična manipulacija. In to mistično manipulacijo zna izkoriščati voditelj. Okay. Nismo še nič rekli o narcisizmu, ampak bomo kasneje. Voditelj je tisti, ki tega človeka pelje in mu reče in potrdi, da je ta izkušnja mistična in pristna. Od tistega daleč človek ne more več na neki točki, je duhovno zlorabljen. Ni več sposoben razločevanja samostojnega. Ampak sledi temu, sam začne to oznanjati in na ta način daje legitimiteto in identiteto tej skupnosti in skupini sebi tudi, kateri pripada. No, druga stvar je zahteva po čistosti. Ne moreš biti, to se pravi, če si del te skupine, ne, potem se moraš popolnoma in absolutno držati reda, ki ga mi se držimo, etičnih načel, ki so tukaj zapisane. Mi ne jemo mesa in če ješ meso, si okužen z nekimi vibracijami. Ne vem, če nisi molil rožni venc 10-krat tisti dan, potem nisi več, Bog te več ne mara, ali kako že. To so vse te iracionalne zadeve, ki pa nakazuje to načelo, ki človeka ujame, ali si čist ali nisi čist. In veste, zakaj je to dobro? Mislim, to je slabo. Ampak na ta način je voditelj te skupine tisti, ki človeku da, kako se reče, absolucijo. Se pravi, odvezo. Absolucija očiščenje pomeni, ne? Se pravi, človek ostane in ostane odvisen od voditelja. Naslednja stvar je potem tudi potreba po spovedi. Tukaj ne govorim o zakramentalu, lahko tudi o zakramentu spovedi, lahko če nekdo sili vedno ljudi, da se morajo spovedati, pa čeprav se ne čutijo, da se morajo ali pa kaj podobnega. Ne? To se pravi, to mi delamo. In, a si bil pri spovedi, ne? Nisi bil, torej ne moreš biti del nas, ne? Nekaj narobe slabo. To je, ne govorim zdaj o spovedi katoliške, ampak govorim o skupinah, ki lahko spoved uporabljajo na takšen način. To se pravi, manipulirajo in kontrolirajo ljudi.
Okay, potem obstaja nekaj, kar se imenuje pomensko omejen jezik. Kadarkoli ste v neki skupini, ne, takrat se začnejo ponavljati določene fraze, klišeji. Ja? In funkcija teh klišejev je, da se mi nehamo ukvarjati s tem, kar je tukaj in zdaj, ampak s klišejem popolnoma zamažemo realnost. In rečemo, ja kako si kaj, ne? Ali kaj podobnega, ne? Je bilo že boljš, je bilo že slab. In ta človek vedno ponavlja, recimo, okay, to je recimo, da mi zdaj na misel pride. Ampak drugače pa v tem smislu klišeji, kakšen je ta svet? Ne? Ta svet je, kakor je že povedal ta naš voditelj, ne? Ta svet je krut. Se zmišljujem. Razumete, en kliše, ki zabije vsako drugo možno debato. Ker pač tako se govori in tako je prav in to tisto kognitivno disonanco in kliše umiri. Torej, klišejska govorica, poznamo vse povsod. V vsaki družini, v vsaki skupini, če gre pa za kult, je pa še to hujše, ker tam se ostalo vsaka misel je nemogoče razvijati. Doktrina je nad osebo, nauk je nad osebo. To, kar jaz učim, je bolj pomembno kot to, kar mislijo drugi. Ali pa oseba ni toliko pomembna, kot je pomembna ideja. Ne? V tem smislu, če pogledamo zdaj na Jehovove priče, nesrečne, oni morajo toliko in toliko narediti oznanjevanja, morajo kupiti te revije in knjige, ki jih imajo in dajati ljudem. Dejansko so oni kupci, največji porabniki te literature. To se reče mrežni marketing, poznate to? Se pravi, nekdo je na vrhu, potem so pa kupci in tisti kupci potem prodajajo stvari, ne prodajajo, ampak so dejansko kupci. Tako da ni važno, če je dovolj velika masa teh, je že kar v redu. Če jih je recimo zdaj od 9 milijonov in vsak zapravi na mesec, kaj pa vem, 150 evrov, računajte, koliko je to na mesec, ne? In koliko časa in tako naprej. Ampak ni važna ta oseba, važno je nauk, važno je, da to pride naprej. Dejansko, kaj pa res važno, je pa, da se ta biznis obrača. Ne? Okay. No, potem je še pravica do obstoja. Ne? Tudi to je, da si ali pa nisi, odloča skupina, nauk, guru, voditelj. Ne? Značilno je, da si, ko si primeren, ko nisi primeren, te ni več. Tvoji starši, tvoji otroci se s tabo ne smejo več pogovarjati. Če si bil prej recimo del neke take skupine, visoke kontrole, ko smo bili skupaj, je bilo vse fajn, smo se radi imeli in je bilo lepo. Ne? Čeprav ni bilo vedno lepo. Potem nekdo se odloči, da bo to skupino zapustil, ne obstaja več. Nima več pred kam. Zato je tako to težko in velikokrat pri teh kultih in sektah pride do tega, da ljudje potrebujejo dolga leta psihoterapije, po eni strani, po drugi strani pogosto postanejo ateisti, seveda, ker njihova izkušnja Boga je vezana na izkušnjo, ki jo imajo z skupnostjo z visoko kontrolo, in pa neredko naredijo tudi samomor. To je pa ta socialna odrezanost, socialna smrt, ko nimaš nikogar več. In živiš z strahovi, ki so vate bili posejani od majhnega. Torej, ni to tako nedolžna stvar. Nekatere seveda skupine so bolj toksične, so bolj maligne, se pravi zelo škodljive, druge nekoliko manj, ampak se poslužujejo ravno tako metod, pa uporabljajo ljudi, ki prihajajo tja. Dobro, koliko imamo še časa? Ima še večkrat?
Poglejmo mogoče besedo kult, ki jo zdaj uporabljamo. Kaj to pomeni? Tako da meham s tem izrazoslovjem se poukvarjamo. Kult je beseda, ki izhaja iz grščine, kultus, in pomeni gojenje, lahko tudi češčenje, ne? Kult po sebi je nekaj nevtralnega. Beseda, poznate kultura. Ja, to je to. Ja, kultura. Kultura je ukvarjanje z nečem, kar je človeku ljubega in prinaša nekaj dobrega. Poznate še eno besedo, recimo hortikultura. Tudi tukaj je ta beseda kult noter, se pravi bojitev zelenjave, kako se tukaj, ne? Torej, kult po sebi je nevtralna beseda. In pa tudi vse tja do 20. stoletja je kot nekaj takega veljalo. Recimo, slišali ste za kult svetnikov, ne? Oziroma češčenje svetnikov. To po sebi ni tako nekaj problematičnega, če je vse v redu. Nekoga častiš, pa mu daš priznanje in tako naprej. Ne vem, mu prižgeš svečko, ne, ali je to, ne vem, kdo Svet Anton, ali pa Ganeša, tam v Indiji, ali pa kako še. To je kult, ne. To se pravi, poglejmo, kako pa je ta beseda kult postala nekaj, kar pomeni, kar ima slab prizvok. Namreč v 60-ih, 70-ih letih, če gremo večkrat naprej skozi zgodovino, so te metode prišle v roke, neki generaciji, ki se je znašla dokaj na čudnih situacij. Vojna, jedrska grožnja, malo podobno kot danes. Naša generacija, mislim, da je v podobni fazi. Ogromno kognitivne disonance, se pravi začetek razpada tradicionalnih inštitucij in pa zato tudi možnost za to, da nastajajo nove inštitucije, ki so bile ponavadi manjše in vezane na voditelja. In ta voditelj, v tem primeru kulta, je bil tisti, ki je popolnoma obvladal. Recimo, poznate Charles Manson, ste kdaj slišali za njega? Charles Manson, vodja enega takega kulta, predvsem so mu sledile ženske. On jih je, bi rekel, nagovoril, da so šle pobijati in tako naprej, med drugim tudi tisto znano Sharon Tate, nosečo so ubile in tako naprej. In bi rekel, kako daleč lahko kult gre, je nekaj neverjetnega, ne? Recimo, to je ta Charles Manson, ki je potem bil verjetno en najbolj slavnih in popularnih zapornikov in kulturna ikona, ne? Pač to je nek razpad kulture, tiste v klasičnem smislu, ki jo zamenjajo neki kulti, ki niso samo kulti religiozne narave, ampak so kulti tudi, bi rekel, komercialne narave. Bodi si, da govorimo o kultu oblek, vse te tvrtke, no, recimo, kaj če nosiš, dajmo se zdaj spomniti en slogan. Dajmo se eno firmo se spomnimo za Superge. Jordanke. Lahko Jordanke, kaj ima kakšen slogan zraven Jordanke? Če ne ga damo zdaj. Just do it. Kako? Just do it. Nike. Just do it, Nike, ok. To se pravi, če jaz imam Nike gor, ne, Nike, potem just do it, jaz sem ta človek. I just do it. Ja. Si? Ok. To se pravi, to je na tej ravni, ne? Tukaj smo izredno ranljivi, ne? Nekaj neverjetnega in vplivani, to se pravi, strani kulta, super, ali pa kulta, ne vem kako že imate, Garmin uro ali kaj tazga. In kaj imaš pred njim? Garmin, no, to je To je na tem nivoju. Ampak drug nivo je pa seveda tisti, ki je še bolj maligen, ko pa nekdo nekaj začne, neko gibanje in to gibanje dobro začne
bom omenil ime enega najbolj, po moje, zlobnih ljudi, tam nekje iz 60-ih, 70-ih let, Jim Jones. Ste slišali za Jim Jones? Ja? On je bil pastor neke, se pravi, neke, rečemo, sekte. Sekta pomeni pa nekaj drugega, kult, to sekta pomeni neke vrste ločina, no, ki živi svoje življenje. On je pač to sekto začel in imenovala se je People's Temple, ljudski tempelj. To se pravi, šlo je za neko mešanico med socializmom, komunizmom in evangelijem. In začeli so zelo dobro z mnogimi socialnimi, družbenimi iniciativami, pomoč revnim, vse sorte. On in žena sta posvojila prvega temnopoltega otroka v tisti državi, nekateri že točno v Ameriki, ko je bila še ta segregacija in vse te stvari. Tako da ljudje so ga pogledali in so rekli, wow, to pa je prerok, ne? In ljudje so se mu pridružili, imel je veliko občudovalcev tudi med politiki. In Jim Jones je začel ljudi tudi zdraviti, pač vse te klasične stvari, ki so značilne za binkoštne pastorje. Ne? In potem pa so bile neke malverzacije, zdaj ta trenutek se ne spomnim, kaj točno bilo, ampak on se je odločil, da bo šel, da bo zapustil Ameriko in da bo začel svoje mesto se imenovalo Jonestown v Gajani, tako je še angleška Gajana, danes je Gajana. In tam mu je sledilo 900 ljudi. On je postal vedno bolj paranoičen, se pravi, vedno bolj so mu samo sledili, grozili, da ga bodo ubili in podobno. In na neki točki se je odločil, da tega pač ne more več trpeti in da bo ljudi nagovoril, naj naredijo samomor. In dejansko je pridigal v to smer, smrt ni nič posebnega, če ne moremo dostojno živeti, naj vsej dostojno umremo in podobno. In tako je naredil samomor z cianidom. To je znana beseda Kool-Aid, ste kdaj slišali v angleščini? Kool-Aid je ravno tukaj, ker je nekaj vrste limonado ali kaj naredil, Kool-Aid, in noter so dali cianid in še nekaj pomirjevali. Dejansko so ljudje spili in 900 ljudi je naredilo samomor. Se pravi, to je ena taka ekstremna oblika tega, kaj lahko nek kult naredi. Seveda, obstajajo še nekateri drugi, kot je Heaven's Gate, ampak ta trenutek nimamo toliko časa, da bi se preveč, lahko se potem med pogovorom še kakšno stvar rečemo. Zdaj bi vendarle se večkrat dotaknil še enega vidika, odkot prihajajo te čudne stvari. Ne? Ena stvar smo rekli, da se to da sproducirati, druga stvar je pa, vse to skupaj izhaja iz ene osebnostne motnje tudi, ki se imenuje narcizem. Zdaj po slovensko se reče enkrat narcisizem, včasih je narcizem, ampak ni važno. V glavnem vemo, kaj je narcisizem, vsi poznamo, ne? Bo šel mehen skozi. Gre za dolgotrajen, ustrajen in dolgotrajen vzorec občutka pomembnosti in izjemnosti. To se pravi, to gre na rovaš, to se pravi tistega, ki je voditelj. Ne bom začenjal neke skupine, ki jo hočem kontrolirati, če ne čutim, da sem za to vzvišeno poklican. Se pravi, to je ta, bi rekel, čisto enostavno miselnost voditelja, da je to tako. Ima pa tudi neugasljivo potrebo po tem, da bi bil občudovan. To je kot da bi rekel, zdajle po tem našem predavanju, bi rekel, pa veš rekel, gotovo je to najboljše predavanje, katerem sem bil, ne? Pridi še naslednjič, ne? Nisi več isti človek, kot si prej. Vse te take eksistencialistične stvari, razumete, da to je primer hecna, gre za to in bom naredil vse, da bom občudovan, ne?
A veste, jaz tudi, to se pravi, bi zdaj začel govoriti neke stvari, vse, kaj sem jaz doživel, vse, kaj sem jaz zgodil in tako naprej, do te mere, da bi želel dobiti vaše odobravanje in spoštovanje. In ko to enkrat imam in ko ste mi vi enkrat to dali, potem to pripada. Če je enkrat, potem bo še enkrat. In tretjič in četrtič. Ok, narcisizem ima tudi neke visoke misli, fantazije o tem, o izjemni pomembnosti, o izjemni lepoti, uspehu, priljubljenosti, nekritično, seveda, popolnoma nekritično. Ampak narcis to doseže. Doseže to, da ljudje mu sledijo, da ga občudujejo, da namenjajo njemu čas, da dvomijo vase, če on reče nekaj neumnega, pridejo v kognitivno disonanco, rečejo najbrž, da to je on gotovo boljše ve. Poznate eno besedo, ki se imenuje gaslighting. Sem zdaj slišal za to? Ja? No, torej, tale malinovc, ne, tukaj v tem kozarcu. Zakaj ste rekli, da je to malinovc, če pa voda? Zakaj ste rekli, da je malinovc? Nekdo reče, da niste rekli, da je. Nismo rekli. Niste rekli? Ja. Pa ste rekli. Sam ne veš, kaj govoriš. Gaslighting. To se pravi, spraviti človeka v tako kognitivno disonanco, da zaradi tega, da bi bil mir, pristane na karkoli. To je ta Pavlov tudi pogojni refleks in take podobne stvari, ki je on sproduciral tam v Sovjetski zvezi in potem tudi Kitajska in Koreja. Potem še ena stvar, značilna za narcisa je čutek upravičenosti in do občudovanja in drugačnega obravnavanja. To se pravi, zame, recimo, če sem jaz narcis, do neke mere človek, vsak malo narcis mora biti, ne? Ampak če si patološki narcis, je pa brez problem. Ne? Ampak recimo, da narcis reče, meni to pripada, vi tega ne vidite, da sem jaz poseben, da sem jaz nekaj izjemnega. Kako da vi tega ne vidite? Z vami je nekaj narobe. Ne? To se pravi, popolnoma instrumentalizira človeka do te mere, da ga diskreditira in uniči lahko, če ne sledi njegovim narcisističnim potrebam. Seveda, tak človek je izjemno ljubosumen in pa paranoičen, prestrašen, zato ker se boji, da ga bodo enkrat razkrinkali. Lahko zavestno, zelo lahko pa popolnoma nezavedno se boji in v taki poziciji postane smrtno nevaren. Drugi je koristen pripomoček za mojo narcisistično potrebo. In je sposoben splesti cel sistem odnosov, ki omogoča to njegovo motnjo, da obstaja naprej. No, in ko se to zgodi, potem imamo kolektive v službi, kjer narcisist obvlada kolektiv. Imamo, bi rekel, situacijo, kot je Jim Jones in ljudski tempelj. Imamo situacijo, kot je tisti guru in znavko Moščurko, Jehove priče, ki sledijo trenutno 9 ljudem, ki se imenujejo governing body. Včasih je to mistična, neznana figura, danes se ve, kdo so, ampak pustimo to. Oni odločajo o življenju in smrti teh ljudi, ki jim sledijo. Imamo potem seveda tudi razne narcisiste, ki obvladajo ne samo skupine, ampak obvladajo cele množice ljudi z propagando, recimo teorije zarote so nekaj podobnega,
dokaj narcisistična motnja izražena manipulaciji ljudi in podobno. Okay. Kje jih najdemo? Vse posod. Politiki, ekonomisti, duhovniki. Še bi se rad dotaknil nečesa, da ne bomo govorili samo o drugih, ampak lahko govorimo tudi o teh stvareh v katoliški cerkvi, kjer je prišlo do teh ogromnih, velikih razočaranj. Če veste to, ampak recimo Barka, ustanovitelj Barke, Jean Vanier, ki je bil že zaživa imenovan za svetnika, je bil človek s hudo narcisistično osebnostjo in je zlorabil spol ženske med duhovnim spremstvom. Potem imamo še kar nekaj takih imen. Ustanovitelj legionarjev, Kristusovih legionarjev, potem mislim, da ustanovitelj Blagrov in ogromno nekaj tega je. Tako da ne smemo misliti, tega med nami ni. To so figure, ki so jih opevali tam nekje v 80-90 letih. Gibanje so prihodnost cerkve in tako naprej. In nažalost, mnogo teh najbolj gibanj, ki so bila najbolj občudovana, so imela slab začetek, oziroma jih je rodil narcisizem. Dobro, sej lahko tudi Bog tudi na koncu z tega kaj naredi, ampak treba je pa reči Bogu Bog tudi. Kdo je ranljiv za te stvari? Prav vsi. Ampak tisti, ki pa študiramo te zadeve, pa smo malo previdni, to je pa en od razlogov, zakaj to predavanje, zakaj v tej temi predavanje ravno je izobraževanje, informiranje ljudi o teh problemih. In še posebej, če se znajdejo v takšni, ali pa recimo, če so del take skupine, skupnosti, ali kakorkoli že kulta, da se znajo na nekoga obrniti. Torej, hvala za vaš posluh.